Danes se bomo ustavili pri anatomiji tekaškega copata. Živijo, Uroš tukaj iz Kimita Running Academy. Danes je že, ne vem kjer, 20 plus dan karantene. Vsi smo že predelali take čist neaerodinamične frizure, ampak še dobro, da nismo danes tukaj za to. Danes bomo govorili, medtem ko se pri vseh stvareh v življenju pravzaprav vračamo nekam k osnovam, se bomo tudi preteku in danes se bomo ustavili pri anatomiji tekaškega copata. Kako je sestavljen tekaški copat? Gre za dost enostaven izum, ki pa ima zelo veliko takih dost kompliciranih komponent. V osnovi je sestavljen iz zgornjega dela. Zgornji del copata je v bistvu nekako sestavljen iz tega srednjega dela, sprednjega in popetnika, pa seveda vezalke. Od tega dela je najbolj odvisno, kako vam copat sede na stopalo, kakšno udobje vam nudi, se pravi kako objame stopalo v srednjem delu, koliko prostora imate na sprednjem delu za prste. Pa opetnik je tudi ena izmed zelo pomembnih stvari, kako trd je, koliko visoko pride, če vam draži kaj ahilovo tetivo, in pa seveda vezalke, ki odločajo o tem, kako dobro vse skupaj to drži. Tudi jezik je eden izmed pomembnejših delov, ali je bolj oblazinjen ali manj. Razlika med nekako cestnimi in trail copati tukaj, cestni copati na eni strani poskušajo ta del čim bolj zmanjšati težo, se pravi zato je tudi se vidi zelo del tak mrežast, vezalke so navadne, medtem ko trail copat mora nuditi tudi določeno mero zaščite, zato je tukaj materiala malo več, tudi kakšna kapca se spredi najde kot zaščita proti kamnom, koreninam, tudi ob strani je te zaščite več in pa predvsem opetnik je po navadi malenkost trši. Če gremo naprej, drugi zelo pomemben del, ampak celo najpomembnejši je srednji podplat. To v bistvu gre za blaženje, ki je pa pri vseh copatih sestavljeno iz take ali pa drugačne pene. Obstaja veliko mehanizmov, ki jih različne znamke uporabljajo, jih ne bi zdaj našteval. Predvsem pa na koncu gledamo, koliko materijala, koliko blaženja je na peti in koliko ga je na sprednjem delu stopala. Potem nekako označimo kot padec peta prsti. Ali gre nekako za klasični copat, kjer gre za padec peta prsti 12 mm, ali gre za bolj minimalistični, se pravi 9 do 3, ali gre za čist nek barefoot copat, ki nima padca, ali pa zadnji čas se dosti popularni sploh za dolge teke maksimalistični copati, ki imajo zelo majhen padec peta prsti, še zmeraj pa dovolj blaženja na sprednjem in zadnjem delu. In pa konec koncev tudi v cestnih copatih v zadnjem času vidimo ta trend, da se blaženje na sprednjem in zadnjem delu zelo povečuje, hkrati pa ohranja zelo malo padca peta prsti. Tukaj lahko še eno stvar omenimo, v srednjem delu podplata so vključene tudi mehanizmi, ki uravnavajo pronacije, supinacije, čeprav je v zadnjem delu oziroma v zadnjem času tega manj in so copati večinoma narejeni že nekako nevtralno. To pomeni rahlo pronatorsko oziroma normalno pronatorsko, toliko pronacije, ki je normalno. Ta nam pa še zadnji del, to je zunanji podplat, se pravi gre za tole pa navadi črno gumo spodaj, ki pa je pri cestnih copatih predvsem namenjena zagotavljanju oprijema na asfaltu v različnih pogojih, se pravi suhih ali pa mokrih pogojih, medtem ko je na trail copatu ta del veliko bolj pomemben, kako so te čepke razporejeni, koliko imajo profila, ali zagotavljajo dober oprijem, ali se blato nabira, ali se ne. In ta del je veliko bolj pomemben na trailu kot pa na cesti. Čeprav tudi na cesti ni zanemarljivo, če tečete po mokrem, pa vam vsak korak malenkost zdrste in v vsakem koraku izgubite določen delček energije. Tako da, če še enkrat samo na hitro pozamemo, anatomija copata, zgornji del, srednji podplat, zunanji podplat, potem pa še mogoče pomembni deli, kot so opetnik, vezalka in pa recimo sprednji del. To je to. Čau!